Rojen sem bil v Ljubljani, v hiši, kjer so živeli Poženelovi, to je nasproti mestne hiše na... Nasprot Meksike. Na Njegoševi, ne? Nasprot Meksike. Tako je Meksika, nasprot Meksike. Tam sem jaz rojen, jaz in moji dve sestri, starejša in mlajša. Potem sem jaz star 3 leta, ali še ne, smo šli v grad Goričane. Grad je bil zapuščen, zelo poškodovan po prvi vojni in je škof Jeglič očeta prosil, naj gre od tje, da tisto malo poskrbi za tisti grad in za posestvo. Tako je Zora in dve... Zina pa Nace. Zina in Nace. 3 otroci so bili tam rojeni, v gradu Goričanah. 29. leta smo pa prišli nazaj v Ljubljano in smo živeli v hiši nasproti župnišča pri Šempetru. Tam so bile 2 hiše v lastništvu škofije in vrt. Tisti vrt je Jeglič škof namenil, da bodo tam gradili škofove zavode. In zaradi tega, ker župan Ivan Tavčar ni hotel, da bi katoliška ustanova bila v Ljubljani, ker on je bil župan Ljubljane. Zato je Jeglič takrat s pomočjo mojega starega očeta, torej njegovega brata, so kupili to svet v Šentvidu, ki je bil izven Ljubljane. In so tam začeli graditi škofove zavode. Pri teh gradnji škofovih zavodov, vseh teh zgodovinarji, ki o tem pišejo, pozabijo na to, da je gospodarski svetovalec in tisti, ki za gospodarstvo gradnje skrbejo, je bil moj star oče, brat škofa Jegliča. On je umrl leta, kdaj, 1000... Čakaj, naša mati je rekla, da je 9 let stara, ona je bila 97. rojena, 1906. Takrat on je umrl za... No in je potem ta, rekel, Jegličeva družina je živela v tisti starejši hiši na tej škofijski vrtnariji pri Šempetru. Po drugi vojni so na tistem vrtu zgradili te stanovanjske visoke sobe, predvsem zato, da se manj zakrije pogled na cerkev Šempetra, tako da je to bolj neutralizirano. Vi ste omenili prej vašega očeta. Kakšen spomin imate na starše, posebej na očeta? Oče je bil zelo izpostavljena osebnost, ne? Ja ali pa ne. Je bil izpostavljena osebnost med vojno, ker je bil eden redkih kulturnikov, ki se je postavil proti partizanstvu in proti, v glavnem zaradi pobijanja. On je bil sicer zvešt pristaš, klerikalne stranke, ni bil pa politično vpleten. Je bil zvest pristaš stranke, ampak ne v strankeni aparaturi. Posebno, ko je on je zbolel leta 1933, ga je zadela kap in je potem invalid do smrti.
On je izgubil možnost uporabe, desna stran telesa je bila oslabljena, tako da je, recimo, on se je moral naučiti pisati z levo roko. In dejansko se ni nikdar prav opomogel od te kapi. Torej, leta 1933, ko ga je kap zadela, jaz sem bil star 10 let. Torej, jaz očeta poznam še, ko je bil zdrav človek. Mene je velikokrat s sabo vzel, ko je hodil na razna sestanke, na obveznosti, na komisije, večinoma na kolesu. Tako da z biciklom sem vozil okrog, da je prihranil dnevnice, ker družina je rasla, plača pa ne. In tako je on vedel za to, da je kaj prišparal. Prišparal je na ta način, namesto da bi se recimo z vlakom vozil, da je mene vzel, da je šel z biciklom, mene na kolo dal in tako sem jaz z njim bil recimo v zgodnji dolini Savinje, do Solčave. Vse s kolesom? Vse s kolesom. Potem na Gorenjsko, recimo na Gorenjsko in so bili v Ratečah večkrat. Oče se je takrat ukvarjal še tako imenovanim tujskim prometom in so bili takrat začetniki tega filmanja. Tisti prvi filmi, jaz sem še na prvih filmih še takrat snemali. Triglavske strmine v Kraljestvo Zlatoroga. Tako je, takrat, ko so to poskušali, sem še zraven. Zanimivo, oče je bil predvsem vpleten tudi v kulturno delavnost. Tukaj, na tem mestu približno, je bila radijska postaja. Radijska atelje je bil tukaj, postavljena pa Dovžana. In mi smo doma imeli enih prvih radijskih aparatov, ker radio je začela Prosvetna zveza, to je klerikalna ustanova, ne državna ustanova, privatna. In zato smo mi kot otroci, že kot otroci smo bili s tem seznanjeni. Oče je včasih imel kakšna predavanja na radio, potem pa mama, ki se je ukvarjala predvsem z kuhanjem in gospodinstvom, ona je potem imela celo serijo predavanj o kuhanju, o urejanju hiše in tako naprej. Ker oče se je takrat tik pred Jevtičevim režimom, je bil on, je imel važen položaj. On je bil predsednik imenovanega tujsko-prometnega sveta, ki je skrbel za ves turizem v Sloveniji. Tako sem jaz kasneje v očetovih arhivih, tudi pred vojno, tam našel recimo vse načrte za žičnico na Pokljuko. Že takrat? Takrat. Oče je takrat zelo, ker je turizem ni bil posebno razvit tukaj, je oče začel graditi prav od kraja. Ta Tivolski grad je bil že namenjen za hotelsko šolo, da bojo tam šolali hotelsko osebje. Zato, da so to pripravili, je oče takrat sestavil knjigo o serviranju, ki se je še po drugi vojni so jo rabili kot učno knjigo za strokovno šolanje natakarjev in tako naprej. Če se povrnemo zdaj spet na vaše šolanje, kje ste se šolali, kam ste hodili v šolo? Jaz sem hodil v šolo v Marjanišče. To zgodbo, kako je bilo v šoli, pa lahko berete o tem, ker je Janez Arneš svoj spomin napisal. In dva sošolca. Od sošolcev
Zmreniča, trije smo še živi. Janez Hamneš, Ivo Bergant, ki živi v Vancouveru, in jaz. Ne? In srednje šole, pa moji sošolci, noben ne živ. Zadnjih so umrla, sta bila duhovnika, tudi Miha Žužek in Zdravko Reven. Kam ste pa hodili v srednjo šolo? V srednjo šolo, klasično gimnazijo. Vi ste bil letnik 23, ne? 1923. 23, ja. In kakšno je bilo potem vaše odločitve oziroma vaš status ob začetku vojne leta 1941? Ste bil dijak takrat, ne? Jaz sem bil v 8. gimnaziji. Takrat jaz sem šel med dobrovoljce, ne? Kam ste šli, v Zagreb? V Zagreb. In mene so v Zagrebu ta seljačka zaštita, ki je mačkova ostala, ampak je bila dejansko ustaška, ne? Mene so tam na cesti zajeli in sem bil en mesec zaprt v Zagrebu. A ste bili oboroženi? No, ne še. Ne še. Ne. Mi smo z Ljubljane šli v Novo mesto, tam so stavili en dan in medeno že v Zagreb, tako mi smo šli iz Ljubljane v ponedeljek. To je bilo 8. aprila, ne? Ja, in 7. aprila. In mene so v Zagrebu na Ilici prestregli ob recimo 1 uro po proglasitvi nezavisne države. 10. aprila, ne? Ja, ne. In tam so nas na dvorišču držali in so hoteli streljati. So vam to povedali tudi? O ja. Ampak v tistem nejasnosti, ne, so nas zvečer potem peljali v zapore na policiji, pozneje pa na sodišču. Ne. In takrat je oče iz Ljubljane, hvala na to, jaz sem zginil, ne. Torej, in je oče z Mijo, sestra moja, so šli v Zagreb iskati, kaj se je zgodilo. A ni šel sam? A je šla Mija z njim? Mislim, da je bila... Ne, zato, ker imamo mi doma, prosto, da te prekinem, ampak jaz imam doma tist, da je oče, da je imel sam on dovoljenje od nemških oblasti, da gre v Zagreb. Mi smo v Zagrebu imeli stike, ker je oče se zdravil tam v kliniki nekaj časa. Ne? In on je imel tam v Zagrebu še nekih primorskih znancev, družina Brajša. Beguncev, ne? Med vojnama že, iz Primorske, ja? To so bili ti sodelavci še iz njegovih študentskih let na Dunaju, ne? In on je s pomočjo Mile Budaka, Budak je bil minister. Mislim, da kulturo. Kulturo? Ja. Ona dva sta se poznala kot literata, ne? In je Budak, ki je bil takrat že minister za prosveto, ne, je našel, kje smo. Ker nismo nikjer, to je bila cela skupina njih, ne vem koliko. Ste bili v glavnem samo Slovenci, prostovoljci? Ja. Zanimivo je to, ne. Ko smo mi v Zagreb prišli v vojašnico, tam so bili že ti slovenski, tudi ti dobrovoljci iz Maribora, ne. Med njimi Zorko Simčič. Tudi? Ja. Torej jaz sem njega prej poznal, tam so se srečala. In mi smo tam iz tiste vojašnice imeli dovoljenje, da smo šli v mesto, ne? In zato mene so tam v mestu zajeli. Ne? Nekaj tega opisuje Marjan Trčar. Pokojni Marjan Trčar. Z Marjan Trčara so lepa dva v srednji šoli zelo tesna prijatelja. On je z nami večkrat počitnice preživljal v Sori. Ko smo bili v Sori v Kaplaniji, je bil on večkrat z nami, on in sestra njegova. In potem
ko so vas iz Zagreba izpustili, si se vrnili v Ljubljano. Se vrnil v Ljubljano. Sestradan z prvimi belimi lasmi. Jaz sem bil star 18 let, ne? In sem potem, torej, jaz sem bil v Ljubljani. Poleti takrat že, poleti. Torej, jaz sem v Ljubljano prišel v začetku maja. In poleti sem jaz na Primorskem v Ljubljano. Pri sorodnikih, ne? Da, ne pri sorodnikih. V Batujah. Ja? Pri kom? Pri Župniku. Dajte no. Pri Krapežu, ne? Pri Krapežu ste bili. Oja. Mija, moja starejša sestra, in Pogačarjeva, Cirila. Pogačarjeva je pa žena od tega strojnika, inženirja, ki je v Ameriki. Oni so bili sorodnike. In Mija, moja starejša sestra, je tam spoznala Župnega Krapeža. To je pa zgore, ne? To je Zelo znam, seveda. No, in meni so v Ljubljani sporočili, naj pridem tje. In sem jaz z biciklom iz Ljubljane šel tam čez Razdr. No, nisem sem šel čez Kalce in čez Podkraj. Na Col in potem dol. Jaz sem to poznal, ker smo nekaj let prej z bicikli, z mojimi sestrami, šli na gora, ne. K sorodnikom, ne? Smo šli pa čez Godovič, čez Col in potem mimo Očlice do Predmeje, ne. Tam so bili pri... Oče je, to je prvič, da je oče po dolgih letih dobil dovoljenje, da je šel lahko na dom. To je, gospod Tine, vaš pokojni brat je pisal o tem v Zavezi pred leti. To sem bral, ja. In takrat smo že, tista leta smo mi, jaz in moji dve sestri, mi smo potovali z bicikli po Primorski. Tako da smo mi že predvsem, jaz sem poznal kraje, ne. To je kasneje, če preskočim nekaj let, ne. Ko so bili Domobranci v Vipavski dolini, ne. Tam ves oficirski zbor je bil ljubljanski. Jaz sem edini, ki sem tam kraje poznal odprej. Ampak mojega imena ne najdete skoraj nikjer. Mene so imeli tam za domačina, ne. In zato, jaz sem v vseh teh krajih prej bil že, ne. Dialekt ste poznal? O, seveda. Ste poznal? Seveda. Pa ljudi sem poznal, ne. Ljudi. Kdaj ste vi prišel med Primorske domobrance, oziroma kot so rekli, Slovenski narodni varnostni zbor? Kdaj so vas uvrstili med nje? To je spet zgodba, ne. Jaz sem šel na Primorsko 15. novembra 43. leta. Za tako imenovano Lavričevo skupino. Se tudi Janez Arneš o tem piše, pa on ima tam datuma točnega. Jaz pa vem za točen datum, je 15. novembra. Rupnik se je takrat v tej zgodovini začetka domobranstva in začetka primorskega domobranstva je dokumentacija, ki je bila objavljena, je samo delno zanesljiva, ne popolnoma. Mi smo šli, torej po nekih dogovorih, ki jih je imel Rupnik z nemško komando v Trstu, je na eni strani je začetek organizacije primorskih domobrancev vodil Kokar. Polkovnik. Kokar, ki je od začetka bil določen za zapovednika domobrancev tukaj. Potem so ugotovili, da po rangu, po starosti vojaški, on ne bi bil komandant. In je zato šel v Trst. In v Trstu je on
skušal organizirati do obrance. Med organizatorji, njegovi pomočniki, najbolj uveljavljen je bil človek, o katerem nič ne piše nihče, Tone Duhovnik. Tone Duhovnik je vodil do septembra 1943 leta. Je vodil, to bi rekel, povestvo ali pisarno za vaške straže, ki je bila na Miklošičevi cesti. Tam sta bila skupaj Tone Duhovnik in France Malovar. France Malovar, ki je potem šel na Turjak in v Češkem procesu bil izstreljen potem. Tako je, ne? Zakaj se je pa Tone Duhovnik odločil potem za Primorsko? To je bila stranka. Ga je stranka poslala. Takrat so organiziranje domobrancev v Trstu. Na eni strani je bil Tkokal s svojimi sodelavci, jaz ne vem, kdo so tam bili. Vem, da je bil Duhovnik, ampak Duhovnik ni bil v Trstu, je bil v Gorici. In je delal po svoje. Lavričeva skupina, nas je bilo nekaj 25, da smo šli iz Ljubljane. Kot sem rekel, po nekem dogovoru med Rupnikom in nemškimi. Tam je prišlo, zakaj to pravim? Zaradi tega, ker so kasneje in nekdo prilekel na dan, da smo šli kot neke vrste opozicija Kokalju. In jaz imam kopijo pisma, ker je Rupnik pojasnil, kako smo mi do tega prišli, kako je Lavričeva skupina prišla v Trst. Ko smo mi v Trst prišli, domobrancev tam ni bilo. Kaj ste šli k Svetemu Ivanu, ne? Kasarno? No. Ne? Ne, še? Pri Svetem Ivanu je bilo šele koncem januarja. 44. Torej, ko smo mi kot Lavričeva skupina prišli v Trst, niso vedeli, kaj z nami napraviti. Mi smo ostali pod nemškim pokroviteljstvom neke vrste. Takrat so Nemci v Trstu organizirali tako imenovano Guardia Civica. In kot slovenska skupina smo tudi mi bili tam nekako upreženi. Ampak ker v Trstu niso vedeli, kaj je z nami narediti, so nas poslali v Gradiško. V Gradiški je pa nemška postojanka in vse to je Mlakarjenka te stvari opisoval. In smo bili mi z Lavričevo skupino v Gradiški do koncem januarja. 44. In kako ste se znašli v tem pretežno furlansko-italijanskem okolju? Kaj ste počeli v Gradišču, ob Soči, v Gradiški? Mi smo bili čisto samostojni, smo bili sicer v nemški kasarni, ampak mi smo tam marširali, malce drugače smo pa hodili na Kras. Jaz sem takrat prišel do Doba. Takrat sem jaz šel tudi, smo šli in sem bil v Sovodnah. Jaz sem obiskal Petra Butkoviča. Domna, ne? Ki sem ga, mi smo pa pri Domnu bili, ko sem prej pravil še, leta prej, ko smo z moja sestra potovali z bicikli tam po Primorskem in smo preločili pri Butkoviču. In smo tam šli potem z bicikli do Devina, smo tam spet preločili pri Staniču in potem od tam nazaj smo šli na goro. Torej, ampak kaj? Zdaj se vračamo v Gradiško, pravite, da ste hodili tudi na Kras.
v Doberdob, v Ja, sorodnih ja, okolicah. Kako so vas ljudje, domačini, Slovenci sprejemali kot Slovence? Kot Slovence. Lepo so vas sprejeli? Sem prišel v Dobrodol, si vprašal, kje je tukaj, kdo je tukaj, kdo komandira, ne? In se rekel, komandant je v tisti hiši, gospodarski referent pa pri tisti hiši, ne? In nas vsi so sprejeli kot Slovence, ne? Niso bili partizani, ne? Ampak tudi nas so vzeli kot nekaj novega, ne? Se to recimo Klinc to dobro prikazuje, kako je bilo, ta diferenciacija ni bila čisto jasna, nič. Si bili Slovenci in si tja šel, ne? Tudi kasneje, ko sem jaz v Basku tudi, jaz sem videl za vse terence. Za vse terence tam od Batuj do Ajdošne, ne? In mi smo se v teh hišah ustavljali, ne? In ljudje smo bili Slovenci, ne? Smo govorili slovensko in za njih je bilo to dovolj. Ne? Potem pa mi se to je zanimivo, ne? Ti zgodovinarji, ki opisujejo primorsko domobranci v primerju z dolenjskimi domobranci, pravijo, to so bili mehki, ne? Mi nismo pobijali, tudi terencev ne. Jaz sem vedel za vse terence, ne? Ampak si šel v hišo, so ti dali kos pršuta in malo sira, ne? In si bil zadovoljen. V glavnem to, jaz sem toliko poznal tiste kraje, ne? Recimo, ko so bili mi v vrtovini, ne? To je bilo takrat, ko se je Ljotić ubil tam na 23. aprila 1945. Ja, no. Takrat vrtovin in tiste vasi tam od Stomaža gor, ne. Jaz sem tam hodil za skupino fantov, torej domobrancov, predvsem fantov iz Velikih Žabelj. To so bili ti fantje, ki so bili pred domobranci, ki se dani lahko zanesel. So bili ga prej bili partizani, ne. Ker tam je bilo tako, ne, do prve ofenzive so bili pri partizanih. Pri prvi ofenzivi so šli domobrancem. Pri prvem naslednjem spopadu so šli na drugo stran, ne. Tako kot recimo pri tisti veliki bitki skoraj ob koncu vojne na Ortlici, ne. Ko opisujejo, koliko ljudi je bilo, koliko domobrancev je bilo ubitih. 14 je bilo ubitih. 14 domobrancev je tam padlo. Približno 50 domobrancev je prišlo na partizansko stran, ker so enostavno se vrnili partizanskim četam, katerih člani so bili že prej. In s tem so prišli, so si rečili življenje. Jaz nisem bil na Ortlici, jaz sem bil na Ortlici do 5 dni pred tem spopadom, ne. Ker jaz pa moj komandant domobranski Saveli se nisva razumela, ne. Kaj je bil vzrok, če smem vprašati? On ni bil vojak, ne. Njega ni nič dosti brigalo. Mene je brigalo, da bojo te fantje, domobranci, da bodo izvežbani, da ne bodo izpostavljeni tem partizanskim napadom. To je bilo pri težki četi, ne. So imeli težko orožje, torej bacače, ne. Pa niso znali z njimi ravnati, ne. In Saveli ni nič brigalo to, da niso znali ravnati z orožjem. Mene pa je brigalo, da si tisto težko orožje nosil s seboj samo kot težo. Nisi bomo s tem nič napraviti, ker niso znali ravnati. Posebno niso znali miriti ali telo, ne. In jaz sem se pa, rekel, glavno, s tem seznanil in sem te mlade fante toliko izvežbal,
da so znali to uporabljati. No in zato, ko je Savelij je bil na Ortlici, torej jaz sem bil na Ortlici, in Savelij je prišel iz Ajdovščine gor in rekel, zdaj pa, če sem pa jaz tukaj, pa tebe ni treba. In je mene poslal v Ajdovščino. In tako sem jaz v Ajdovščini tisti dan spopadal. To je kot taka drobnarija. Zvečer tisti dan, ki je bil spopad, smo mi v Ajdovščini šli tam na gradišče nad Ajdovščino. In ker smo pričakovali, da bodo partizani iz Ortlice, da je prišli dol in da bo tudi Ajdovščina lahko napadena. In tako smo se tam ustavili. In mimo je prišel župnik Ortlički, to je Bine Bratina, je šel nazaj na Ortlico, po spopadu. Zdaj je čisto jasno, kako je bil on povezan z njimi. Pa to je meni že prej dal vedeti. Jaz sem že prej njega srečal v župnišču na Ortlici. In mi je rekel, se Janez Stanovnik, ki je bil tukaj pred pol ure. Janez Stanovnik, ne? Ja. Zelo pogosto dan potoval, ja. Ja. To opisujete dr. Klinec svojim. Ampak, gospod Vilkojan, če se vrnemo spet nazaj, vi ste bili do januarja 44 v Gradiški. Ste hodili na Kras. Kaj pa po januarju 44, kam ste šli? So šli v Trst, ker takrat je Kokal dobil na razpolago to vojašnico v Trstu pri Svetem Ivanu in takrat je prišla četa iz Ljubljane. Ko je bil Lešak, da je bil? To je druga, torej... Ni bil Laščak. Ja. No, takrat mi smo se ves čas pogajali z Kokaljem, da bi prišli k Dolobrancem. To, da smo bili mi v Gradiški pod Nemci, mi smo to čisto samo tolerirali. In hvala Bogu, Nemci so tudi samo tolerirali. Mi nismo nikamor šli z Nemci. Smo šli vedno sami. Torej, ena skupina enkrat je bila, takrat okrog Božiča, so šli ti Nemci gor proti Sveti Luciji in tam je en spopad enkrat. Mi smo hoteli biti domobranci v Trstu in takrat je Kokal, takrat so začeli zvežvanje domobrancev. Ena druga reče, vse, ko se govori o tem, da se primorski fantje niso pridružili domobrancem. Primorskih fantov ni bilo. Na deželi, v vaseh, ni bilo. Mlajše so mobilizirani partizani. Starejši so bili pa vsi... Bataljoni Špečali, italijanska vojska, ne? Nemška ofenziva, koncem septembra, začetka oktobra, takrat je šla čez Primorsko. Takrat je počistila, so pobrali vse moške do 6. leta in so poslali na delo v Nemčijo. Moj stric, Lojze, ki je živel na Predmeji, njega so takrat odpeljali v Nemčijo, on je bil v Wuppertalu. Torej, na deželi, kot sem rekel prej, smo mi hodili na Krasu. Moških ni bilo, To so bile vse partizansko-terenska organizacija, so bile vse ženske v rokah. Moški so bili kakšni partizani, tudi če je kakšna skupina prišla iz Trnovskega gozda čez Vipavsko dolino na Kras po meso, hrano, tam so lični moški. Draži po vseh moških ni bilo. In v tem je recimo Kokal tega ni razumel. Jaz smo s Kokaljem spore.
Zaradi tega, ker Kokalj je sedel v Trstu, mi so bili pa na deželi. Mi, te Lavričeva skupina, gledamo samo, rekel, 20 nas je bilo, ne, mi smo dobro poznali, rekel, te razmere, ker smo po vseh hodili in si tam videl, kaj se godi. In, ampak Kokalj se ni dalo to povedati. Kokalj je bil pa, rekel, paradni oficir, za njega je bila vojska, za njega je bilo važno, da so domobranci ustrojeni, dobro izvežbani, lepo oblečeni. Enkrat smo imeli en spor z njim zaradi tega, pa to je bilo že kasneje, to je bilo že 1. decembra leta 1944. Takrat sem jaz v Postojni in za 1. decembra je bila parada domobranska in dobrovoljska, ne četniška, v Postojni. To so bili srpski te Jevđevi živeli, ne? Sve rekli četniki. No. Ne Jevđevi četniki so prišli kasneje. Dobrovoljci. Mušicki. Mušicki, general Mušicki. Dobro. Takrat je Kokalj prišel iz Trsta na to parado. In koliko vas je bilo takrat na paradi približno, vojakov? Približno? Mislim, 200. Kaj pa ljudje so bili, so vas kaj opazovali, so bili navdušeni, so bili naklonjeni? V Postojni nisem jaz srečal nikogar, ki bi bil na naši strani. Nikogar. Torej tam, da to zaključim, tam je Kokalj obiskal te domobranci, mi smo bili v orožniški stavbi na cesti, iz glavne ceste proti Kolodvoru, tam je bila, in jedli smo pa, oficirski menzi. In Kokalj je tja na menzo prišel in kaj je njega motilo? To, da nismo imeli prtov na mizi. Da je rekel, kaj je to, kakšna oficirska menza je to, pa nima prtov. Tipičen general štabni oficir, stari jugoslovanski. No, in jaz sem po tistem, sem jaz šel v Trst, so mene, ker sem jaz Kokalja poznal, so mene poslali v Trst, da ne to umilim. In takrat je Kokalj, jaz sem šel do Trsta, sem šel v Kokalju in takrat je pozneje rekel, da če ne bi bil Velikonij, bi že zdavnaj zaprl. On je pa očeta poznal, in zato sem jaz si marsikaj dovolil, ker ne. To je čisto rekel taka drobnarija, Kokalja. In gremo nazaj. Ko smo mi prišli potem k Svetemu Ivanu, tam so bili ti nemški žandarmerija, podoficiri, ki so vežbali nas. In mi smo hodili predvsem vežbati se v Bosketo. Takrat je v Boskete imel še drevje, ki je potem tisto zimo se je začeli težačeni sekati. Jaz sem imel pa v Trstu še to težavo. Jaz sem bil navaden vojak. Jaz nisem bil ne podoficir, ne oficir. Dajali so mi pa naloge kot oficirji. Zaradi tega, ker sem pač majhen sem Italijan spoznal, potem Trst sem malo poznal in je bilo velikokrat tako, da sem moral poveljevati četi, kjer so bili oficiri že vodili desetine, jaz sem pa ni komandiral. Ampak potem so mene kmalu poslali Postojno. Jaz sem v Postojni potem maja meseca do začetka junija 1944. In torej Postojna.
Postojni, jaz nisem srečal niti enega človeka, ki bi bil recimo na naši strani. To smo se hitro ugotovili, torej Lavričeva skupina, teh študentov ljubljanskih, smo hitro ugotovili, da smo na neprijateljskem ozemlju. Torej, kaj je to? Veliko bolj pazljivo si hodil po vaseh, ker seveda so, da si kamorkoli greš, bo tako informacija šla preko terencev, in zato smo bili zelo pazljivi, kam smo šli in kje smo se ustavljali. Recimo, jaz nisem šel nobeno župnišče. Na Postojnskem? Na Primorskem. Tudi v Vipavski dolini, ne? No, jaz sem nikdar... Recimo na Col niste šel? Jaz sem na Colu bil, ker sem bil... Bil Petrič tam, ne? Bil naklonjen? Komu? Petrič. Komu bi naklonjen? Ja, partizanski strani. Tako, ja. Seveda, on je šel za bojnega kurata 43 celo, da vojiško fronto, tako imenovano. Jaz sem bil na Colu za novo leto 45, ne? 4 na 5. Ja. Takrat, ko so domobranci so se že preselili iz Pivke in v Prestrašna v Ajdovščino, ja. No? Jaz sem bil določen, da bom šel z Petrom Hordom na novo postajanko na Colu, ki bi jo morali prevzeti domobranci iz Veharš. Nacija Hladnik bi moral veharško posadko preseliti na Col, ampak on se je temu uprl. Zato so veharški domobranci ostali na Veharšah do konca vojne in se potem umaknili na Koroško, ne? Na Koroško. In končali potem. Ampak jaz sem to potem... Gospod Jože, med temi primorskimi duhovniki, ki jih omenjate in se jih odlično spominjate, kateri se vam je zdel poleg monsinjorja Klinca najbolj naklonjen, recimo v vaši strani, recimo Srečko Gregorc, se vam ni zdel naklonjen v študijah? Jaz nisem poznal. A niste poznal? Jaz od tistega srečanja z Petrom Mutkovičem decembra meseca 43, nisem šel jaz noben faroš. Edini faroš, ki sem šel jaz, je bil na Colu. To je pa tako, da gremo nazaj, da to poveže. Dobro. Na Colu so bili takrat dobrovoljci, to je mušitski dobrovoljci. In komanda dobrovoljska se je sestajala v župnišču na Colu, ki je bil Petrič prisoten. Pri sestanki? Pri sestanki. In zato je meni bilo jasno, da so partizani takoj vedeli, kaj se godi. Nismo vedeli, da je to Petrič, ali Kuharca, ali kdo drugi. Ampak dejstvo je to, da je tisto čisto odprta knjiga. In zato sem se zelo čudil, da je Petrič potem ob koncu, da je šel v Forlanijo. Kot večina duhovnikov oziroma kar nekaj. Ajdovščina, Šturje, Križ, Simčič, Andrej, ne? Ja, ampak jaz tega nisem poznal. Recimo, ko smo bili v Ajdovščini, jaz nisem nobenih stikov imel z župnikom. Zanimivo. Bratina je bil takrat župnik v Ajdovščini. Bratina. No, ne vem, če bi Bratina, ja. Bratina se je umrl pred 7 leti. In tudi, recimo, jaz sem bil v Žavljah velikokrat. Ja. Pa nisem šel nikdar do Klinca. Nikoli do Klinca, zanimivo. Ker vas tudi ne omenja noter v dnevniku. No, seveda ne. On omenja tam dva. On omenja Bogosluga, prva domobranska skupina. Bogosluga je bil član tega Lavričeve skupine in moj dober znanec in prijatelj in se je moral potem v Združenih državah. In torej nikoli, jaz sem se tam
Jaz sem tisti, kaj graščina, kitarna. Ja, Lanterjeva graščina. Jaz sem tam velikokrat bil, s temi fanti, to so bili Troha in Samc, to so bili moji zvesti sodelavci. S temi sem jaz upal kamorkoli iti. Medtem ko z drugimi primorskimi varovanci nisi nikoli vedel, kam se bodo obrnili. Še dve stvari bi rad izpostavila. Bral sem, da ste imeli, ko ste bili v Trstu pri Svetem Ivanu, tudi pogosto patrulje oziroma sprevode s pesmijo in slovensko zastavo v Trst. A ste bil kdaj zraven pri teh korakanjih? A lahko dve besedi o tem? V Svetem Ivanu, kjer so kasarna in kjer so bili domobranci, mi smo v Trstu, torej prvo je, da smo korakali vedno dol od Svetega Ivana do Bosketa in potem v Bosketu, da smo imeli vaje. Potem smo pa tudi v mesto, do obale. In ste res peli slovenske pesmi? Seveda. Potem to drži, ta pričevanje? Ja, seveda. In kako so na vas gledali Tržačani, Tržačanke, takrat, ko ste tudi počeli? Kot en anahronizem, a nekaj, kar ne spada nikamor. A, tako. Vas niso nič zmirjali oziroma metali? Nič. In nobenega nasprotovali. Ker Italijani so bili zelo prestrašeni takrat. Zaradi tega, ker so pač Nemci so zelo ostro nastopali proti tem. Meni že takrat ni bilo v Trstu, ko so obesili ljudi na tisti... Ulica Gega. Ja, tam jest. Po neumnosti, po partizanski neumnosti. In tudi, recimo, to nismo nič vedeli, za Rižarno ali za to nismo nič vedeli. Vedeli smo, da Nemci pa zavirajo ljudi. Recimo, taka reče, en od domobranskih oficirjev v Trstu je bil Štolfa, ki potem po vojni je ostal trgovec. On je recimo spremljal iz zapora Šornija, Petra Šornija. Petra Šornija so Nemci zaprli in Štolfa je bil tisti, ki ga je iz zapora vodil ne vem kam. Jaz pa to vem zato, ker je hčerka od Štolfe bila moja učenka po vojni v Trstu. Torej, Trstu. Iz vojašnice v Svetem Ivanu. Mi smo hodili na Kras, na občine, pa potem na Kontovel in na ono stran ne dosti, ker mi smo pač vedeli, da te vasi gor na Krasu so bile vse partizanske. In Nemci, kada so tje gor hodili, če so kakšne vasi zauzemali, so moške pobrali in jih ustrelili večine. Nemci so veliko streljali na tem strelišču na občinah. Openske strelišče. Da. In od Slovencev je te stvari videl od blizu Janez Jenko. Janez Jenko, ki je bil sicer v Trstu, ampak je ostal z Nemci, ki so imeli na Piazza Oberdan svoje komando. In zapore spode in tako je. Ja, tam sem od Slovencev, sem tam zraven Janez Jenko in Pezdirc, Bogov Pezdirc. Janez mislim, da je že umrl. Pezdirc je umrl v New Yorku. To so bili moji znanci. Ampak tudi oni, Janez Jenko, je te stvari bolj od blizu videl. Mi smo samo te stvari vedeli. Jaz se spomnim samo enkrat, da smo šli
da smo šli do Vranci v Seslan. In tam pregledovali hiše, preiskovali hiše. Saj nisi nikjer nič videl, moških ni bilo nikjer nič. Nemci so hoteli še moške, pa rekel, zajet in jih mobilizirati, ampak jih ni bilo, ni bilo. Gospod Jože, še eno stvar bi vas vprašal. Vi se boste spomnil, ko ste bil v Vipavski dolini, tistega znanega poboja, takrat vas ni bilo, ste bil v Trstu, družine Brecelj, ki ste jih potem vi prekopali, oziroma četniki, pa domobranci, aprila 1945 in pokopali v Šturjah. Lahko par besed o tem, o prekopu družine Brecelj. Jaz nisem vedel nič za to. Aha, niste vedel? No. A slišal ste kaj o tem? Kasneje, v glavnem preko Cvetke, ker Cvetka Breclja je bila prijateljica z našo Ivanko, mlajšo sestro. Ampak so se spoznali, zadnje mesece v Gorici in so bili potem skupaj taborišču v Senegali ali Senegali tam. Begonsko taborišče. Senegali, ja. Jaz sem več vedel za Petriča. Aha, ste več vedel. Ampak to je zelo... Jaz bi rekel, ne govorim o tem dosti, ker nisem zanesljiv. Nisem gotov, koliko sem jaz vedel takrat, koliko sem zvedel kasneje. Ker sin od Petriča je potem v Rimu, ko so bili v Rimu... Govorimo o advokatu Petriču, ubitemu konec leta 1943 v Vipavi, ne? Emilu Petriču. Tako je, ja. In njegov sin je potem po koncu vojne in mama so bili v Rimu, ne? So tam ostali, ja. In on je potem šel v zdravilišče v Sondliju, mislim. A to ste verjetno slišali po vojni, to zgodbo, ne? Jaz sem vedel za Petriča že med vojno. A ste slišali za njega? Ampak drugač pa, kakšne konkretne stvari pa ne. Mija posebno, pa tudi jaz, ne. Našega strica ni nikjer omenila. Brat od mojega očeta, ne. Ja. Stanko Velikonija. Ko je šla nemška ofenziva čez Primorsko. Že on ni prišel v Ljubljano, on je bil na domu, njega so... Ne, on je bil v Ljubljani bil. A je bil tudi z Ljubljane? Takrat je moj taki na domu je zginul, ne. Ker so ga Nemci odpeljali, ne. In takrat je oče pregovoril brata Stankota, ne gre pogledati, kaj je na gori. On je tukaj v Šiški živel in je bil tako povezan, je bil s partizani povezan. In oče je rekel, ti greš lahko tebe ne bojo noben nič naredil. In je šel na goro in so ga tam ubili. Naši? Ja. Vašega strica Stanka Velikonija? Ja. Zanimivo. In to je celo vrsta zgodb, kako se je to zgodilo. Eno je, da so ga, ker vsi sorodniki moji na predmeji gor, to so vsi partizanski. Predmeja je bila In ta najstarejši sin, ki je bil nekaj, če se živ, nekaj let mlajši od mene, on je bil... Tukaj je bil star, kaj jaz. Kaj? Dako je tukaj star, kaj jaz. No, dobro. On je bil pri bunkaraži v mrzli rubi, nekaj. Mrzla rupa, ja. Ja, on je bil tam, ne. Potem mlajši so bili doma, tam tisto hišo so požgali Nemci, ampak te kasneje, ne, jaz sem tam in moj stric, ki je tam živel, oni so se umaknili v Ajdovščino in so živeli tih na letališču, tam barak, tam so bili begunci. In on je k meni prišel v Ajdovščino, ampak to je že
začetku leta 1945, da bi šel na goro pogledati, kaj se tam zgodilo. Ne. In jaz sem tam na goro šel, ne, in smo in torej hiša je bila že požgana, mi smo še v kleti našli eno vrečo žita in živino v gozdu, ne, in smo potem niso pripeljali v Ajdovščino, ne. Jaz sem si s tistem, mene so pridobil, rekel, dobro ime pri partizanskih ljudeh, da smo šli na goro in da smo reševali to, rekel, njihovo premoženje, ene par krav je bilo tam in nekaj žita, tudi ene otroke, da sem jaz pripeljal do Slokarjev. Strica ste pa ubili vašega, pravite? Strica, Stankuta. Ja. Se ne ve, kdo, kdaj, kako, ampak tam je končal. Tam je končal. No, da, gor je prišel, to je pa Meloze povedal. Ja. Ne? On je iz Ljubljane prišel, peš, ne, gor, ne? Ja. Noge si je umival in ko se je noge umival, je že prišel sosedov in ga je odpeljal. In pa se od njega nikoli nič več ne ve. Ja. Kaj pa ob koncu vojne, vi ste se vlaknili proti Gorici, najverjetno? Koncu vojne. Datumi. Nedelja. To je nedelja, mi smo v ponedeljek šli iz Ajdovščine. V nedeljo smo bili v Ajdovščini. In v nedeljo je bilo tako. Meni so precej zaupali. Torej, domobranska komanda mi je precej zaupala. Komandant je bil Janko Debelak. Janko Debelak je takrat hodil predvsem v Gorico, pogajati se z Damjanovičem, kakšni bojo načrti. Mene je poslal Janko Debelak. Ne grem pogledat, kako je skozi Ajdovščino so se umikale družine dobrovoljcev in četnikov. Že 2 dni prej, 3 dni prej. Ne. In tam so ti dobrovoljci so trdili, srbski dobrovoljci so trdili, naše čete držijo razdrto in tako naprej. Mene je Janko Debelak poslal, ne grem to malo preveriti, ker takrat so zgodbe, vsak je povedal svojo zgodbo, ker ni v Ajdovščine prišel, svojo zgodbo, da se je junačil. Torej, meni je poslal, rekel, beži pogledati, kje so partizani, dokot. Jaz sem šel s kolesom do Vipave in tam v Vipavi, pri tistih kasarnah izven Vipave, so me domobranci opozorili, tako je rekel, ne hodi naprej, ker našega nobenega ni več tam. Jaz sem rekel, so dobrovoljci tam. Rekel, no, nobenega dobrovoljca več tam, to je že vse šlo. No in jaz sem prišel potem nazaj v Ajdovščino poročati Debeljaku, da pač Vipava je ta zadnja postojanka, od tam naprej so partizani, in torej, to je bilo nedeljo. Tisto nedeljo so se Nemci in domobranci skozi Ajdovščino so prišli ti domobranci iz Idrije. In ko so šli skozi Ajdovščino, smo jih tam zunaj Ajdovščine smo jih razoročevali. Tam pri letališču? Bogosluga, pa jaz, pa še nekaj domobrancev. Mi smo od Nemcev dobili orožje, smo dobili avtomobile, motorje in tudi nekaj orožja. Mi smo prepričani, kaj se ni noben nič vedel, mi nismo nič vedeli. Nemci rekli, vi lahko greste proti Ajdovščini, ampak orožje pa pustite nam, ker mi pa ostanemo. In to je bilo nedeljo popoldne. Ob 10. zvečer
nas je sklical torej Debeljak, Janko Debeljak, vse oficirje in pravi, jutri zjutraj gremo proč, mi moramo iti do Gorice in preko Soče. In tako mene je pa poklical Janko Debeljak, pravi, ti pa poskrbi za to, da bo skladišče orožja, da ne bo prišlo partizanom v roke. Torej ob 11. zvečer sem jaz šel potem z Saveljem, smo šli jaz sem bil v tisti kasarni v Štuljah. No in tam jaz sem dejansko komandiral toliko, ker sem rekel, mi čez jutri moramo iti in treba tukaj pospraviti vse. In tako sem pač tiste vojake vse zbudil in so pripravili svoje ruzake in delno orožje, pa ne bilo dosti orožje. Istočasno sem pa jaz moral skrbeti za skladišče orožja, da so bili pa tam pri Hublu, pri mostu, tam so bili. In tam, tudi odgovoren za to je bil en oficir, kapetan Klemenčič, je bil za to odgovoren. Samo Janko Debeljak se na njega ni zanesel. Pravi, meni je rekel, ti poskrbi, da to ne bo prišlo partizanom v roke. No in jaz sem pa torej ob 6. zjutraj, tam vse tiste hiše okrog, smo ljudi prepričali, da se izselijo, ker ni bilo jasno, kaj bo razstrelivo naredilo. In jaz sem do tistega skladišča prišel, ampak je bilo že jasno, da tam je že bilo sabotaža. Ker orožje, vse te težko orožje je bilo že vse poškodovano, zato ker ti ljudje, ki so za to skrbeli, ti domobranci, so bili po večini terenci, lokalni terenci. In tako ob 7. zjutraj se je začel umik domobrancev iz Ajdovščine. Jaz sem pa ostal v Ajdovščini, ker smo morali razstreliti to skladišče, potem, ko bodo domobranci že odšli. In okrog 10. zjutraj smo potem mi tisto zažgali, pa jaz nič ne vem, kakšne škode je bilo ali kaj, ne dosti, zato ker tudi nismo vedeli, kako se s temi stvarmi vrši. Jaz sem imel kolo, bicikl in še ne 2-3 teh iz velikih žabljev so bili z mano, mi smo tisto zažgali in šli. In jaz sem dosegel potem, torej prišel do Debeljaka in do domobrancev pri cesti. A tam ste jih ujeli? Tam smo jih ujeli. In mi smo tam šli potem po Vipavski dolini, dežvalo je, in pri Selu, tam smo šli proti, ne po glavni cesti, pa po stranski cesti. Proti Dornberg. Zalošče Dornberg. Tam smo doživeli prvi napad z letala. Zdaj, kdo so bili ti letalci, ne vemo, tam so neki streljali. In torej, jaz sem bil za, rekel, težko četo. Smo imeli en top, en majhen top. In jaz sem enim izmed redkih, ki je vedel, kako z njim ravnati. To je čisto, rekel, primitivno. Ko smo prišli tam čez Prvačno, tam nekje, so prišli do mene, da naj, jaz sem bil precej vzadej v tej, rekel, masi ljudi, ki se je pomikala. Tam nekje pri Vaškini so se nam pridružili hrvaški domobranci, Barac. Jaz ne vem, odkot so se vzeli. Oni so prišli čez Kars dol, ne? Nimam pojma.
In jaz tudi nisem nikdar do takrat, nisem nikdar niti vedel za generala Andreja in začetnike. Prezli Andreja, ne? Nismo nič vedeli za to, ne. To ste jih srečali, ne? Jaz sem tam zvedel za nje, ne srečo. Mene so poklicali, ne grem hitro naprej z našim nekim topom v Gorico, ker so mene partizani streljali na most čez Sočo, so bili na Kalvariji, tam čez. Od gora Kalvarije, ja. Ja, ampak ko smo mi do tja prišli, partizanov že ni bilo več. V čigavih rokah je bila Gorica takrat? Nikogar. Nikogar. Ali niso držali četniki? Četniki so skozi Gorico šli, ne četniki. Četniki. Srbski četniki so bili ena banda. Torej, mi smo se jih izogibali. Zato, ker so pobijali, kradli, čisto banda, to ni vojska. Vojaško niste imeli nobenih stikov? No. Mi smo poznali in spoštovali dobrovoljce. Dobrovoljci so bili vojska. Četniki so bili pa banda. In zato, mi smo vedeli za ta imena, Đorđević in Đujić in tako naprej, smo vedeli za ta imena. Ampak jaz sem jih svi videl, ko smo prišli čez Sočo, pozneje. Mi smo tisti večer, ponedeljek. Vi se spomnite, kdaj ste šli čez Sočo? Je bil to 30. april? Ponedeljek. 30. april verjetno, ne? Ja. Takrat jaz sem čez Sočo proti večeru, ne. Med zadnjimi verjetno, ne? No, nisem med zadnjimi, zaradi tega, ker kot sem rekel, mene so poklicali, ne pridem naprej. Torej so vaši še hodili potem? V noči iz 30. na 1. maj so še hodili čez Sočo? Ne dosti. A ne dosti? No, ne dosti. Mi smo prišli, je zelo težko te rekonstruirati. Tam je bil hud dež, dežvalo je, mi smo vsi premočeni. In jaz sem prišel do Moše. No in tam smo v eni hiši se ustavili, ker se že vračilo je bila že noč in smo tam prespali. Na tleh v eni hiši tam. In naslednji dan smo šli tam dol proti Fara. Fara Liznica, ja, Fara ob Soči. Tam se je zbrala, rekel, ta domoranska in četniška komanda in begunci torej civilni begunci iz Gorice. No, tam sem jaz videl Kemperle, Polda in ne vem, kdo je više. Zelo je težko spomniti, kdo je še tam zraven bil. Ampak, ker jaz sem tiste imena in ti ljudi sem rekel, sem poznal odprej. In od tam ste šli potem v kam? Taborišče? Od tam smo šli potem. Čakajte. Mene so potem, jaz smo od tam počem, so mi poslali, sem prišel nazaj na Lučnik. Mi smo z Lučnika čez Sočo videli tam partizanske zastave v Gorici. Jaz sem nekaj več videl za Gorico, zaradi tega, ker je Karl Rakovec, ki je učil na Lovranski gimnaziji, Lavrenčičevi gimnaziji. On je šel z Angleži, z te oklovno domovino, je šel z njimi v Gorico. Se je vrnil v bistvu nazaj? On je z Angleži, kot spremstvo, ker on je bil eden redkih ljudi, ki je znal malo angleško. Torej, njega so vzeli s seboj, da je šel v Gorico. In jaz sem ga potem videl v Lučniku in tam je napovedal
Ja, tam je slavje v Gorici, da so partizani proslavljajo in parade in zborovanje in tako naprej. Mi smo pa tam v Ločniku, glavno, smo čakali, kdaj bodo prišli čez ti iz Soške doline, torej Tolminske oblasti, ki so jih zajeli pri Mrzaku in pobili v Bulgarijo. Ja. No, to je ena taka danija, kjer so tudi delali napake. Vi ste jih čakali, vi ste vedeli, da oni prihajajo? Mi smo vedeli, da oni prihajajo. Ampak, veš, med njimi je bil Kos. En od teh mladih komandantov tam je bil, kako mi želimo, Kos so bili 4 bratje. En je bil Kos, ki je bil poveljnik domobrancev na Ježci. Tega zamenjujejo v opisovanju, da je prišel s temi tolminskimi in da je bil ubit tam nad Gorico, pri Cevkanu. Ubit je bil njegov brat, mlajši brat. On je ostal živ, je šel v emigracijo in je umrl v Chicagu. To njega zamenjujejo z drugimi. Ampak mi potem se nismo nič dosti. Torej mi potem iz Moše smo šli mimo Krmina do taborišča, do Visko, ne, ste šli? Tam ste dali orožje, verjetno v Visku, ne? Dan kasneje smo dali vse orožje. Kako so ravnali Britanci z vami? So bili prijazni? To je bila 13. To je bilo zelo, rekel, čisto enostavno. Stvar je bila zelo enostavna. Nam so rekli, mi oddajte te orožje, boste dobili drugo orožje potem enotno. Ker nam so rekli, o tem se tudi opiše. Ko so prišli ti domobranci in četniki in orodci v stik z Angleži, so Angleži, ne Amerikanci, Angleži in Novozelandci. Takrat je nekaj tolmačil Rakovec. In Rakovec je potem nam povedal, meni in znancem nekaj povedal, da so Angleži hoteli samo vedeti, koliko vas je, koliko hrane imate. Koliko vas je, koliko hrane imate. Tudi, kaj bodo morali oni da nas ne. Zraven so bili tudi četniški komandanti in četniki. In četniški komandanti so šli med četnike vojake, rekli, Angleži so nas sprejeli v svojo vojsko in nas bodo oborožili, da gremo nazaj. Torej, niso vedeli, o čem je razgovor in so zato, rekel, te zgodbo prenesli. Potem vi iz Viska ste se kmalu vrnili, ste šel v Trst tudi, ne? Ko je bilo vzpostavljeno svobodno tržaško ozemlje. Jaz sem šel v Rim. A vi ste šel? Jaz sem bil v taborišču, ti vojaki, tako rekoč, mi smo tam bili v Čezeni. A v Čezeni ste tudi? Vse to Klinc opisuje. In tudi Janez Arneš. Ne samo Janez Arneš opisuje to, da so tam ti domobranci, da so hoteli ostati pod vojaško organizacijo. Mi te izbire nismo imeli. Mi smo tam bili kot organizirani begunci. Civilisti so šli v civilna taborišča, mi pa nismo bili pod stražo. Mi smo dejansko bili kot vojni ujetniki tam. Ker tam smo potem šli v Forli in s Forli pa jaz sem šel tudi v Eboli. A tudi v Eboli ste bili? Skupaj s četniki? Četniki so tudi bili v Eboliju, ne? Ja, četniki, dobrovoljci in ti slovenski. In tam sem se jaz potem dogovoril z
meni je ta general Andrej, mi je dal dovoljenje, da jaz sem rekel, jaz bom šel v Rim, jaz bom šel naprej, jaz hočem tam reči študirati. Jaz sem pa v Rimu bil 41 leta že. In zato smo iz Ebolija potem šel v Rim in sem bil v Rimu do decembra 47 leta. Ste študiral? Jaz sem šel na univerzo, da sem tam končal. Kaj ste študiral? Geografija. Geografija. Ja. Jaz nisem imel nobene težave, ker sem bil že upisan na Rimski univerzi decembra meseca 41. Aha, ste se že takrat upisal? In ko sem jaz na univerzo prišlo, sem jim to povedal, so šli samo pogledati v arhive in so moji dokumenti že tam bili. In jaz sem kasneje potem te stvari malo rekonstruiral. Takrat so italijanski študentje so se vračali tudi na univerzo in so hoteli seveda samo izpite, torej, da jim priznajo izpite in študije, da bojo končali. Meni pa zanimalo študirati, ker mislim, vojna je bila zanje puščava, torej si bil odrezan od vsega sveta. Tam pa kar nakrat imaš na razpolago univerzo, knjižnice, inštitute in tako naprej. In jaz sem v tistih ostankih teh uniforme hodil tja na univerzo in kasneje sem jaz to zvedel od svojih profesorjev. Ti Italijani so se čudili, kako kar nakrat je tukaj en Slovan, ki bi hotel študirati. Ne priznanje, da bi študirati. Italijan ni hotel noben študirati. Si hotel imeti samo potrdila za izpite. Jaz sem hotel študirati. Jaz sem malo znal italijansko, toliko, da sem se sporazumel. Ampak seveda, jaz sem potem, ker nisem vedel, koliko časa bom ostal v Rimu, jaz sem poslušal več predavanj in delal več izpitev, kot je bilo dovoljeno. Dovoljeno je 5 predmetov. Jaz sem pa v prvem pol leta naredil 8 izpitov. Ker nisem vedel, kaj bo z nami. In jaz sem tudi v drugem letu sem glavni čas porabil, da sem pisal svojo disertacijo. Disertacijo sem pisal pa o Vipavski dolini. To poznate vse. Ja. In potem ste diplomiral in kam ste dobil prvo službo? V Trstu. To je pa takrat, ko je 47 leta, ko je meja bila, ko je meja postala določena, takrat so učiteljišče v Gorici zaprli. In je potem Kacin bil odgovoren za učiteljišče v Trstu. In je iskal predavatelje, učitelje. In jaz sem ravno takrat končal svoj študij v Rimu. In on je v Rim prišel in je preko Vogliča, jaz sem preko Vogliča to izvedel zame, mi smo vedeli za njega. In potem je pa, kako sem jaz v Trst prišel? Kacin je vedel, da eksistiram, ampak on mi ni službe ponudil. Za službo mi je poskrbel Egidij Vršaj, ki je pa moj star znanec še iz Ljubljane, še iz osnovne šole. Egidij Vršaj. Dolga emigrantska zgodba. Mi dva sta se srečala z njim, ko smo v 3. razredu osnovne šole v Marjanišču, ko je on iz Nizozemske od staršev prišel v Ljubljano v šole in je znal zelo slabo slovensko. Ampak je tako, jaz sem iz 4. razreda, po končanem 4. razredu, še gimnazijo. On je pa 5. razred še šel in jaz sem šel na klasično gimnazijo, on pa v Marjanišče. Mi dva sva se poznala
že torej med vojno, od leta 42. do 43. ko sem jaz bil v Ljubljani. On je takrat bil eden izmed njegove zgodovine, noben dosti ne pozna. On je bil zelo konspirativen in njegovega ime malo ki je, tudi v arhivih ni njegovega imena. On je bil Glavačevc. Ampak on se ni izpostavljal in torej on je mene poklical, potem v Rimu rekel, poslušaj, tukaj bi te lahko rabili, pridi v Trst. Pridi v Trst. Jaz sem si moral denar sposoditi, zato da sem z vlakom lahko v Trst prišel. In v Trstu sem šel na šolsko upravo, tam je pa Mizerit, ki je vodil to šolsko upravo. In jaz sem če ob 10. dopoldne sem bil pri njem, ob 11. sem že moral učiti v šoli tam na Via Lazareto Vecchio. In jaz sem potem tam, tako sem jaz prišel v Trst. In jaz sem potem v Trstu ostal do novembra 55. leta. No, tam sem se spoznal z ženo mojo, in medva sem se potem poročila leta 50 in na tam sem šel potem v Ameriko. Državljanstva pa niste dobil italijanskega, ne? No, ni bilo govora. Državljanstva. Moja žena, da je Tili veliko Rus, ona je Slovenka, rojena na Reki, torej v Italiji. Ampak njen oče je bil zaveden Slovenc in ni hotel optirati za Italijo. Tako tudi ona ni mogla postati italijanska državljanka. Ko je bila stara po predpisih tistega časa, med 21. in 22. letom bi ona takrat lahko optirala za to. Pa tega ni vedela in je rekel, ta rok zamudila. Ker če bi ona imela italijansko državljanstvo, bi jaz v Trstu ostal. Ker pa ni imela italijanskega državljanstva, je bila rojena Primorka, tako rekoč. So je tudi, rekel, zapostavljali kot vse, rekel, begunce. Emigrante, begunce. In potem ste šli v Ameriko, ne? Jaz sem šel v Ameriko. Kam ste šel najprej? V Cleveland. Sem delal 2 leti v tovarni z vsemi temi ljudmi, kot je bil Bonuti in... Carlo Bonuti. Ja. In potem sem šel, ampak v Clevelandu jaz sem hotel tam dobiti še ameriške študije, ampak tam ni bilo geografije na tem višjem nivoju. In smo tam šli v Chicago, sem v Chicago 2 leti na univerzi, od tam smo šli potem sem šel učiti na razne šole, na univerze v Ameriki. In potem ste končal, kje ste končal? Kje ste se upokojil? V Seattlu. Na univerzi v University of Washington, državna univerza, jaz sem bil tam od leta 64 do svojega 70. leta. Torej tam mi smo tam živeli, Zorana se je tudi obiskala, tudi tam moji 3 otroci, mi imamo 3 otroke in 3 otroci, ampak ni ostal noben na zapadno delu Amerike, ker moja starejša hčerka je bila pri FBI in je potem 3 leta bila v Hagu pri tem mednarodnem sodišču in je zdaj pa dela tako privatni in dela še kontrakte. Moj sin je drugi, 3 leta mlajši, on se je ukvarjal predvsem z muziko, z obo, ampak se mu ni posrečno priti, da bi dobil stalno mesto v kakšnem večjem ameriškem orkestru in on živi v
New Yorku in jaz zdaj živim pri njem. Mlajši sin, Marko, je pa v ameriški diplomatski službi, on je pa zdaj v Kazahstanu. Pa govorijo vsi slovensko domnevno, ne? No. Marija še ne več. Zaradi tega, ker starejša, mi smo z otroci govorili slovensko. Potem, ko je Marija šla od hiše, je tudi slovensko slišala samo doma, nikjer drugje. Ker v Seattlu, ki smo mi živeli, ni drugih Slovencev. Tedy mi nismo živeli v Clevelandu. V Clevelandu je bila moja sestra, Zina je bila tam, ampak drugače nismo bili tam. S Clevelandom mi nismo imeli nobenih stikov. Kako ste pa vi vzdrževali vsa terminologija, vaše delovno okolje, vse je bilo angleško? Kako ste vzdrževali stike, ker vaša slovenščina je perfektna? Kako ste vzdrževali te stike? Jaz sem torej stike. Prvič, kar se tiče slovenskega tiskanega gradiva, sem jaz to zelo vestno zasledoval. Bodi si imigrantskega, bodi si tega ljubljanskega ali slovenskega. In hvala Bogu, imam jaz sorazmerno dober spomin. Potem pa jaz sem zelo hvalno navezal stike tudi strokovne stike z geografi slovenskimi tukaj. Tudi jaz sem prvič prišel nazaj 68. leta sem bil kot profesor na univerzi v Liverpoolu, v Angliji. In takrat tisto poletje, potem smo prišli sem v Slovenijo, ne toliko v Slovenijo, smo šli na sorodnika moje žene, živijo v Opatiji. In jaz sem takrat prepotoval cel notranjost Jugoslavije, do makedonske meje. In vas niso nič preganjali, Udba, nič se sliševala? Mene je Udba zaslišala leta 1973. Jaz sem prišel iz potovanja z moj drugi, starejši sin, z njim smo prepotovala spet celo Jugoslavijo. In ko sem jaz prišel nazaj v Ljubljano, smo se tukaj stavili za 2 dni, nekaj tazga. In takrat pri Miji, smo bili pri starejši mojih sestri, zjutraj jaz bil pri Tinetu, še v starem stanovanju tam na Moša Pijade, to je tam Kolikrodorsko. In tam me pokliče, pravi, da ne pridem na razgovor. In sem rekel, pa jaz vam dogovor, da gre v Trst. In sem rekel, ja, da morate najprej priti k nam. No in tam so me, rekel, nekako zaslišvali. Zaslišvali, kaj sem se jaz pregrešil? Pregrešil sem se, ker sem podpisal spomenico, ki jo je Čiro Žebot sestavljal. Torej, v tisti spomenici so tam ene stavki, ki so jih zelo prizadeli. Namreč začenja se tisti spomenica, ker gre režim, Titov režim proti koncu. To je bilo razžalitev. In torej, takrat so od mene, če sem tam kakšen gotov pri tem zaslišanju. Pri tem zaslišanju sem jih gotov, da so moji ameriški kolegi, da so bili, posredovali informacije o meni, torej notranji upravi. Kako? Klepetaš, Zaupaš preveč, ja. No, vse niso, tudi če niso vedeli. Če je šel prosil za vizum za Jugoslavijo, so ga tam nekaj spraševali, če poznate tega, In torej oni so
veliko vedeli o tem, kaj sem jaz delal v Ameriki, v Seattlu. Dejstvo je pa to, da se jaz v politične stvari emigracij nisem nikdar dotikal. Moji stiki, bodisi iz Ljubljano, so bili strokovni stiki z univerzo in akademijo. Jaz sem vedno pazil na to, da nisem nobenih političnih stikov. Mene so hodili precej obiskovati, ko sem bil v Seattlu. Ker so tja hodili tudi študirati ljudi od tukaj, ali pa se izpolnjevati. In tudi zanimivo, so dve vrste ljudi hodili iz Ljubljane. Eno so tisti, ki so bili od tukaj, so dobili navodila, da naj me obiščejo. Ti so se oglasili takoj. Je prišel Seattle, se je javil in so šli na kavo. To so le eni ljudje. Ostali pa taki ljudje, ki niso imeli vseh teh, navodil. Oni so se pa navadno oglasili en dan, preden so šli nazaj. Takrat se je oglasil in rekel, si mi tukaj že, jaz teh ljudi nisem iskal, ker sem pač vedel za to, da vsake stiki z mano bi njim lahko škodile. In tako, jaz od njih nisem nič pričakoval. Če sem imel kakšno knjigo, sem pisal Zori ali pa Mami, tako da jih nisem potreboval nobenih stikov. Spomin na očetovo smrt. Kdaj ste izvedeli, da so očeta ustrelili? Ko sem v tovorišču v Forliju. Je prišla vest? General Andrej. Pri njem je bil pleničar, ki je bil potem, ki je izdajal Triglav. V Londonu, ne? Londonu. On je tam sledil, zbiral informacije in so poslušali radio. Mislim, so po radiju zvedli za to. In mene je general Andrej pokliče, pa imamo vest, imamo slabo novice iz Ljubljane. In so tam so meni povedali, da so očeta, da je bil obsojen in da so ga justificirali. Ste vi pričakovali kaj takega, da se bo zgodilo z njim? Vi osebno? Dejansko ne, nisem pričakoval. Jaz sem bil zadnjič, jaz sem očeta zadnjikrat videl za Božič, za Božič 44. leta. Ste prišel na obisk iz Postojne? To je taka zgodba, da malo dopolnim. Jaz sem takrat prišel v Ljubljano. Zakaj je Ljubljano? Iz Postojne smo šli pogledati v Ajdovščino, kaj je s temi domobranci v Ajdovščini. In smo ugotovili, tudi mi smo šli, dobrovoljci so nam dali na razpolago en tovorni avto in smo šli v Ajdovščino in smo tam ugotovili, da tam nimajo ne orožja, ne streljiva, nič. In z Nemci niso za to skrbeli in smo prišli nazaj v Postojno in je Pero Horn mene poslal v Ljubljano, ne gre v Ljubljano, ker je Kokar v Ljubljani bil za Božič. In jaz sem v Ljubljano prišel, sem šel najprej na Kokarjev stanovanje tam na Starem trgu, bo tu poročati, da so v Ajdovščini sami sebi prepuščeni in da je nevarnost, da bojo tisto partizani kač napadli. Partizani so bili slabo organizirani, takrat bi oni Ajdovščino uničili brez težav. In
jaz sem do Kokalja prišel in Kokal mi je bil zelo hud, pravi, sem jim prišel pokvariti počitnice, ne, in rekel, jaz se jutri gremo nazaj v Trst. Ne. In torej jaz sem pa iz Kokalja prišel domov, sem doma prespal in drugo jutro na vlak in sem isto času Kokalja šel v Trst, jaz pa v Pomen. In mislim, da se ne spomnim točno, kako je s tistim Štapetovim mostom, kako smo mi tam češli. Ker enkrat, vem, so šli z vlakom do Vrhnike in potem po hribu do Štapetovega mosta in tam z vlakom naprej, ne, ker tam je bila proga prekinjena. Ne. Ampak se ne spomnim, ali je bilo takrat, ali je bilo to takrat s Kokaljem, ali je bilo že mehen prej. Ne. In takrat sem bil zadnjega v Ljubljani. To, da se je oče izpostavil, je bilo meni razumljivo, zaradi ker sem, čeprav za njegove nastope v Ljubljani, sem jaz zelo malo vedel. Ker mi na Primorskem smo samo dobili Slovenca v roke 14 dni starega Kitajskega. Poročila, ki so v Ljubljani izhajala o tem, kaj delajo primorski domobranci, to so samo izmišljene štorije. Tisto je čisto nezanesljivo. Pisal jih je Malce, ki je rekel tak salonski oficir v neke vrste gospodski, ki ni nikdar bil na terenu, ni nikdar videl enega partizana, se ga tudi jaz nisem, in ni nikdar... To so bili ti oficiri, ki so se Kokalju pridružili, ker je Kokal predvsem skrbel, ga je brigalo to, da bi v Trstu na Primorskem slovenske stvari oživele. Narodno zavedno. Ja. Ker tam je prišel potem Martelanc, potem Kovačič, tajnik Natlačenov, potem Rudolf Wagner. Mi smo se s teh ljudi norca delali. Zaradi tega, ker do domobrancev niso nikoli prišli. Oni so bili salonski oficiri. Salonski oficiri niso nikdar prišli do nas. Jaz sem poznal imena, ker sem jih odprej poznal, drugače pa se niso nič brigali. Prav, kada sem jaz šel v Trst, sem šel potem na kosilo, recimo oficirsko menzo, ki je bila nasproti te tramvajske postaje, tramvajskega postaje, tam, ne. Ampak kaj, Kokal ni bil več trezen, že opoldne, ne, in drugi ljudje so se gospodsko držali, ne. In nas na terenu, ne, so zelo po strani gledali. Jaz sem bil domobranec, jaz sem bil, rekel, vojak. In sem hotel to reči, zares vzeti. V glavnem proti Italijanom, ne proti partizanom. Nam je šlo za to, da ne bodo Italijani prevzemani. Tudi v Ajdovščini. Italijanov ni bilo več v Ajdovščini. So že šli po kapitulaciji. In tudi po Vipavski dolini. Italijani so že odšli. In nam je bilo za to, da to ostane v slovenskih rokah. Naš oče je bil zelo navezan na Primorsko. Ja, si se videl njegove delo to. In ona se praktično, kakor smo mehen bili, ampak nas je seznanil, da smo vedeli, kaj tam je. Ja. Toliko. Njega je zelo bolelo to, da mi smo bili zadnjikrat na predmeje, ko je stari oče umrl, ko je Ignac umrl. Jaz sem bil star 3 leta. In jaz se še spomnim starega očeta. Ampak potem do
do tistega sporazuma med Stojadinovićem in Čanom, do takrat potem oče ni nikdar mogel dobiti dovoljenja, da bi šel. Ampak Italijani niso ji dali. Ne, niso dali. Je bil preveč eksponiran, ne? No, je pač... Vse Italijani takrat pejmo niso. Ja, seveda. On je bil preveč kulturno dejaven, oni so se tega bali, te penetracije kulturne dole, ne? To je bilo za njih zelo hudo. No, in takrat, ko je prva priložnost bila, smo šli mi poleti na predmejo, predmorsko, ne? In takrat smo potem šli z trije starejši, smo šli z bicikli tam na Lokve in Čepovani dol na Sveto Lucijo in potem po dolini Soče do Gorice in Gorice so oni pri Rustjevih. Pri Rustjevih? Ja. Znana rodbina. Vi ste rojen 23, ne? V Ljubljani, ne? Jaz sem rojen v Ljubljani. Prvič, jaz nisem nikdar uporabljal nobenih psevdonimov. Kar sem napisal, sem podpisal. Podpisal s svojim imenom. Zato, če nekdo hoče, pravi, ja, to je pa neznano, to je pa lahko avtor Jože Velikonija. No, če sem podpisan, sem Jože Velikonija. Zdaj, se ne reče, da je to nekako je našlo, ampak jaz sem hitro videl to zmero, in to je literarna zgodovina. Ko je moj oče kot študent še pisal, on in Belk sta objavljala pod istimi psevdonimi. France Belk in vaš oče? Tako je. Nisem vedel tega. In zato recimo v že Kazalu Dom in sveta, tam so identificirani ti psevdonimi. Moj oče je takrat precej objavljal pod imenom Izor Etran. Če berete to nazaj, je Narte Zori. Zora je bila njegova, rekel, punca takrat, ne? In ta psevdonim je tudi Belk porabljal. Zakaj? Zato, da so objavljali lahko, bi morali biti dovoljenje ravnatelja. In so se temu izognili, da so porabljali psevdonime. Tako Belk, ampak kar zanimivo je to, Belk je eden iz zelo redkih, ki ga v svojih dnevnikih pomeni očeta omenja. On je bil obsojen na izgubo spominja, potem popolnoma izgnan iz javnega spominja na slovenske, vaš oče, ne? Mama naša je meni v Trst še posredovala nekaj teh, rekel, rokopisov očetovih, nekaj teh dokumentov očetovih. Preko tih otapcev, kako je to šlo? To je... Adriana je prinesla ti. Kaj? Adriani smo. Adriane se glavne. Ja, jaz sem eno težaščanko spoznala in smo bili prijatelji in je ona to nesla, ne, tako, čist prijateljsko, ne, ona je bila pa bota mojem otroka, ne, tako. Torej, našo družinsko gradivo, tega jaz nisem še dal iz rok nikomu, ne. Če znate, če se zanimate za arhivsko gradivo. Jaz sem eno škatlo korespondence naše mame, predvsem od leta 45 naprej. Z vami v tujino, kako to? Nekaj z mano, nekaj z tem našim sorodnikom, Patrom Prešernom. Tak je bil v Rimu? Ja. On je naš sorodnik. Nisem vedel tega. Brata tudi mama. Naš sorodnik in mi so z njim stike imeli od leta 30. In ta pisma imate ohranjena še? Jaz imam še nekaj teh starih pisem. Se tisto zelo glasno pismo je bilo njemu namenjeno, ki je bila naša mama zaprta zaradi njega. Ki je tudi v eni strani meseca, pa ga posod. Tisto pismo je naša mama pisala njemu. Njemu zaradi tega, ker to je bil edini naslov, ki ga je ona imela od ljudi zunaj.
Ona ni vedela, kje sem jaz. Ni vedela, kje je Ivanka. Ampak stric Anton, ki je bil ta generalni, eden generalov, z njim smo se veliko znali zakaj. V hiši, ki smo mi stanovali v Ljubljani, v spodnjem, v pritličju stanovala Reska Šuštašič, njegova sestra, doma iz Zabreznice, ki je bila gospodinja škofa Jegliča, kuharca in gospodinja v škofiji. In tam je spoznala tega uradnika, Joškota Šuštašiča, in se z njim poročila. In ona je živela v isti hiši. Tako, kadar je stric Anton, njen brat, prišel v Ljubljano, se je pri njej oglasil in pri nas v goro nastopil. Tako da za nas je bil to pojem. Še v Rimu pa izobražen, pa to, In on je, zame je bil eden izmed največjih dobrotnikov. Pa je tudi pomagal, ko ste študirali? On je meni korajžo dejal. On je bil tisti, ki je rekel, ker v Rimu tam so glavno pohajali, bodi politični begunci. Jaz sem pa v Rimu, rekel, ta stik z univerzo sem tako imel in on je mene rekel, korajžo dejal. Sem rekel, kaj pa bom jaz s tem? Ja, prav, ti študire, tega ti ne bo noben vzel. In torej, ljudje, drugi Slovenci so bili pripričani, da on mene finančno podpira. Finančno, pa kot izuit, on nima nobenega denarja. Nič, ne. Ampak korajžo je pa dejal. Jaz sem vsak mesec, smo bila dogovorjena, da bom prišel poročati, kako gre z mojim študiranjem. In on se je obnašal vedno kot preprost človek. On je v Rimu veliko naredil to rimsko Via dei Colixo, šolsko sestre. On je marsikdaj peš šel čez cel Rim, od jezuitov pri Svetem Petru do tukaj. In torej njega so zelo spoštovali. Jaz pa tudi, ampak te begunci niso nič vedeli o njem in so imeli ker se je on zelo preprosto obnašal. Kako ste pa preživeli v Rimu? Jaz sem se dogovoril, tudi mati Hanželič je meni, jaz sem tam imel kosilo in recimo zvečer šalco kofeta, zajtrka nikoli. Ampak tam v Rimu, pri šolskih sestrah, tam so hodili na kosilo ti politični predstavniki. Ampak jaz nisem pri njih z njimi bil. Meni so v zakristiji dali tako eno krožne juhe, pa solato. Torej, za jesti sem dobil, da mi ni bilo treba hoditi v papeško menzo, kjer so jedli samo ta grahov juho. Ampak jaz recimo zajtrka nisem nikoli imel v Rimu. In torej, pater Prešeren prav, je bil zelo, preprost. Preprosti ljudje tam so bili vodopivc, je fejs možakar, ki sem ga jaz tudi odprej poznal. Potem Dolinar, ne ta vaš arhiv. Ne, njegov, ni. Precej Dolinar, ki nikoli ni doktoriral, ki je bil, ja. Potem Srkonjak, neverjeten. Potem mi smo poznali pač te, ki so bili na propaganda Fide. Tudi oni, najbolj je bil meni všeč Belej, ki je tu umrl, se je Laško umrl. Potem so bili pač tam tudi ti frančiškani. S frančiškani je pa tako, da frančiškani so bili, ena je bila frančiškanska postojanka na Via Merulana,
Drugo so bili pa frančiškani, ki so vodili ta hrvaški Sveti Heronim. In tam so bili, Hrvatje so bili lahko zelo ošabni, zato ker Hrvati so imeli denar. In ker Hrvati so imeli v Rimu svoje poslaništvo in so pred koncem vojne denar prenesli tje. Zato so Hrvati imeli denar ves čas. Zato so Hrvati lahko začeli publicirati stvari takoj. Slovenci so morali pa zbirati te drobiž, da so lahko kaj skrb spravili. In pater Prešeren je bil odgovoren za vse slovanske jezuite. In je zato imel s Hrvati preko dobre stike. Stike je imel Prešeren, stike z Italijani, stike z italijanskimi. Na to glavno hišo, ki je jezuitom je hodil, redno ta, ki je bil minister v italijanski vladi, minister za prosveto Gonella. In pa Prešeren ga je tam poznal. In na univerziteti vzel vse te razmerje, kdo je kaj bil, kdo je kaj pomenil. Brez Prešerna v Rimu ne bi bilo nič. Prešeren je tisti, ki je za šolske sestre preskrbel, da so tam imeli to hišo. On je preskrbel, da so ti duhovniki lahko študirali. Tako za tisti štajerski bogoslovci, ki so bili na propaganda Fide. On je tisti, ki je preskrbel, da je Šuštar bil v Germaniku in potem Janez Dešak. To je vse Prešeren, to je vse skozi Prešernove roke šlo. Kaj je on pomenil, sem jaz gotovo šele, ker jaz sem hodil recimo na to glavno hišo. Jaz sem tam prvič videl in edinga videl tega Chardena, tega jezuita. Torej, jaz sem videl, kaj on pomeni. Meni je Prešeren navadno povedal, kje bo. Je rekel, sad drugi mesec pa pridi pogledati, ama mene ne bo tukaj, bom na Gregorijani, ker moram pregledati. Nisem potem njega šel na Gregorijano in ga tam srečal. In tam sem ugotovil, kaj on pomeni. Si šel skozi vratarjo in si rekel, hočeš mi Prešeren. Se ga ne tukaj. Se rekel, je tukaj, ker mi je rekel, ne vem. Vam je rekel, da je tukaj. In so se klanjali in vrata odpirali in vse. In potem v spremstvu je prišel tje v govorilico, da sva klepetala naprej. In tam sem videl, kaj on pri jezuitih pomeni. Te Slovenci, imigrante, pa niso, ko so vedeli, jaz hodil k njemu, če so kaj rabili, so rekli, pa ga ti vprašaj. Jaz sem se rekel, če boš čekaj od njega, pa pridite do njega. Pa vi niste nikoli nobenih spominov pisal, ne? Jaz sem veliko pisal, Jaz sem dosti pisanja za strokovno. Kar se slovenskih stvari tiče, pa to, jaz sem pisal veliko v ameriško domovino. Zakaj? Zaradi tega, ker teh ljudi in razmer, ti amerikanski, tudi imigranti, niso nič dosti vedeli. In za te vse razne te obletnice in te osmrtnice, to sem jaz veliko pisal. Jaz sem napisal vsaj 40 osmrtnic za te svoje ljudi, ki sem jih jaz poznal. Od Ivana Stanovnika, se naša mama ni bila zadovoljna s tem. Ko je Ivan Stanovnik umrl, sem jaz pisal kratek spomin na strica Janeza, Ivana Stanovnika. In potem te ljudi, tudi teh, recimo primorskih
posebno primorski ljudje. Tukaj ti begunci, imigranti v Clevelandu niso nič poznali. In tam je zgodovina. Kaj je vaša specialnost znotraj geografije, kakšno področje? Politična geografija, potem pa tudi migracije. Migracije so le. Jaz sem z glavnem ukvarjal Italijani. Italijani? Po svetu? Italijani posebej Združene Amerike. Jaz sem največ objavljal o italijanski imigraciji. No, tako, to je rekel ta zgodovina.